Tam, kjer murke cveto, tam, kjer ptički pojo, vreček fura. Si je skota izbral, ga v hrib je pognal, glej testura. V dolino zeleno pognal se je še kot nobeno. Ga boš gal celo leto, s tole barvno paleto, bež rumeno. Luštna, ne? Taka domača za presekati. Ampak gremo k bistvu. Dobrodošli v novi epizodi Testure. Tole pa je moje novo kolo in sicer Scott Ransom 900 RC in predstavlja vrst Scottove ponudbe v enduro svetu. Za prizorišče sem si izbral meni ljub Mountain Bike Trail Center Kočevje, ki ponuja vse, kar rabim za dobro testuro. Imamo flow traile, imamo hudo tehnikarjo, imamo jumpe, imamo krasen vzpon, da potestiramo, kako kolo pleza in pa valjda proti koncu dneva, ker se mi ne da, meni pa mojemu snemalcu omogoča tudi tak krasen šatel, tako da hvala Kočevje za tole, gremo naprej. Začnimo najprej z obliko in estetiko. Najprej naj kar povem, da okvir ni e-bike, čeprav mogoče na prvi pogled tako izgleda. V notranjosti okvirja se skriva namreč amortizer in ne motor. Okvir je masiven, je karbonski in moram reči, da mi je seksi za popizditi. Ponuja 170 mm hoda spredi in zadnji in je namenjen težki enduro zlorabi. Najmočnejši del tega okvirja naj bi bil klele okrog gonilne osi, kjer tudi deluje največje sile in obremenitve in navkljub mojim 90 kg moram reči, da je v kompresijah zelo tok, tako da to definitivno drži. Geometrija je zelo moderna, dolg sprednji konc, položen kot vilc, strn kot sedežne cevi in pa valjda malo daljša medosna razdalja, sledijo modnim trendom in moram reči, da sem navdušen nad izgledom. Wow. Kaj še dobro vedeti glede tega okvirja? Zelo dobro vprašanje, pojdiva pogledati. S prestavljanjem šalčka krmilnega ležaja lahko nastavljaš kot krmilne cevi tele vilce. Zbiraš lahko med 65 stopinj, 64,4 in 63,8 stopinskih kotov. Vse te šalčke pa dobiš zraven pri vseh modelih tega bajka. Bajk v osnovi pride v 29-colskem načinu, lahko pa ga konvertiraš tudi v mullet verziji, se pravi 29-colski obročnik spredi, 27,5-colski obročnik zadnji. Prekstavaš tale čip, ki se skriva na nihajki in pa valjda vilset moraš imeti tudi, ker tega ne dobiš zraven. Glede na to, da je amortizer skrit klele noter, so na tele moji strani postavili krasen zunanji merilec sega, ki izmeri posed amortizerja pod vašo težo. To je zelo simpel zadeva, ker amortizer napumpaš, se usedeš na kolo in izmeriš, na katerem segu si. Če pritisneš na tale gumb, lahko odstraniš tale pokrov iz spodnje cevi tega okvirja. Ta pokrov je pa koristen za več stvari. In sicer prva stvar je, da ti ščiti cel tale spodnji del in amortizer. Druga stvar je, da lahko sploh dostopaš do amortizerja in ga nastaviš ali pa napumpaš. Tretja stvar je, da ti korist pri lažjih vzdrževalnih delih, kot je na primer napeljava kakšnega kabla. In pa četrta stvar, tale pokrov in pa tale spodnja cev skrivata Syncrosov Meshbox kit, v katerem se nahaja zračnica, snemalci plaščev, orodje za verigo in pa tale manjši set orodja. Jaz načeloma sem vse dal ven in sem pustil samo tale orodje, pa še malo na teži prišparam. Moram pa povedati, da tale Ransom pride v 5 različnih verzijah in sicer osnovni 930, 920, 910 in pa tale 900-ka varirajo tam nekje okrog 4,5 do 10,000 batov. A ja, pa punce imajo še eno verzijo, sicer Contessa 910. Pa kar je še dobro vedeti, drage moji, je, da vsi te bajki, ki sem jih naštel, načeloma pridejo s karbonskim sprednjim trikotnikom in aluminijasto zadnjo nihajko, razen tale Bad Boy 900-ka, ki je pa cel karbonski in iz njem ni šale. Ko smo že pri tem, tudi s tem vzmetenjem ni fucking šale. Ta vzmetenje je bil ključni dejavnik pri razvoju tega kolesa. Scott je pri tem modelu uporabil svojo 6-točkovno kinematiko. Če poenostavimo, lahko rečem, da gre nekako za bolj kompleksno zasnovo z več povezavami, to pa daje nekako več svobode pri finem nastavljanju odzivov vzmetenja. V praksi to pomeni, da lahko neodvisno prilagajaš, kako se zadek obnaša pri pedaliranju, zaviranju in pri vožnji navkreber.
V notranjosti se skriva amortizer Fox Float X Nude Factory, ta skrit dizajn pa je last Scotta, odkar so kupili znamko Bolt. So tudi neke prednosti tega bajka, če gremo pogledat. Amortizer je postavljen nižje v okvirju, to pa pomeni nižje težišče in boljša vodljivost, in pa do amortizerja ne prideta prah in blato, kar pa mu prizanese pri malce daljših servisnih intervalih. Imamo to. Kot vsi Scotti je tudi ta model opremljen s Scottovo track lock ročico, na kateri uporabljaš zaklep amortizerja in delovanje potopne sedežne opore. In jaz sem tudi na tem kolesu to ročico zeliminiral, ker s tem pridobim en bowden manj in lepši, bolj clean kokpit. Načeloma ta ročica ni tako slaba za tiste, ki imate radi zaprt amortizer, ker lahko nastavljaš 3 različne settingse, se pravi odprt, potem nek seden trail climb mode in pa totalno climb mode. Zdaj odloči se sam, poglej, kako lepo je, malce puristični izgled, ali? Bil bi seveda greh, če vam ne bi povedal več o tej krasni opremi. Renson 900 RC pride v osnovi zelo nabilden, kot vidite. Da začnemo pri sprednjem delu, krasi ga Fox 38 Factory bilca s Kashimo in Gribble kartušo. Potem je tukaj krasen gonilno-prestavni sklop SRAM X0 Access Eagle sistem, ki je valjda elektronka in šalta kašus. Tukaj so tudi SRAMove Code Ultimate Stealth zavore in by the way, to so tudi prve SRAMove zavore na mojem bajku po letu 2011, tako da zihar so dobre. Gor so tudi wheelseti Raceface Turbine R, ki so sicer aluminijasti, ampak so zelo togi, lahki in moram reči, da v maloprodajni ceni, če se jaz ne motim, 1000 € sam wheelseti, tako da kar dober. Ostala zadeva, jaz sem sicer nekaj stvari spremenil, dajmo kar povedati kaj. Prva stvar, ki sem jo zeliminiral, je tale njihov klasičen, bom rekel, integriran kokpit, kjer sta združena karbonska balanca in opora krmila. Jaz sem šel na to mojo preverjeno klasiko, 35 mm opora krmila klasična in pa aluminijasto rental balanca, da to je zihar dela kašus. Pri tem setupu moraš zamenjati tole zgornjo šalico krmilnega ležaja, ki je by the way na zalogi v trgovini Wheelbase Shop. Druga stvar, ki sem jo takoj zeliminiral, v osnovi pride Syncrosov zic, ki je sicer lep, ampak trd kot svina za moje lepo krasno perdo. Dal sem Same Hill Edition od Nukeproofa, ki mi zelo ustreza. Naslednja stvar, ki sem naredil, da sem odstranil Maxxis gume in seveda dal svoje kontinentalke, Cryptotal FR spredi, RE zadi, ker moram reči, da je to kar revolucija v gripu in sem z njimi zelo zadovoljen. Pa valjda flat pedala Same Hill, ker sem fan, ker na SPD-jih ne moram biti, ampak to itak ni upgrade, to nekaj, kar se ti odločaš, ker v osnovi kolo pride brez pedal. To je pa načeloma po moje to, kar se teh predelav tiče. Pa kaj vam bom še povedal, da furam letos zračnice in ne tubelessa, kjer je vse bolj clean, pa upam, da danes na testuri ne bom presekal gume. Pa gremo zdaj voziti pa pogledati, kvaj na tele stvari. Čau! Let's go. Wait. Hold up, Q. Feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actors. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try again, this time take a vitamin. Kaj delam? Zelo dobro vprašanje. To, kar se nalca delam, mi tokrat pride kar prav tale orodje v temle sistemu. Zakaj? Še boljše vprašanje. Zato, ker sem med vožnjo ugotovil, da imam luft spredi, se pravi, sem premalo zategnil sprednjo akso. Osobino pa bomo to sedaj storili, da popravimo ta luft, da se luft ne širi naprej. Lej, to je pa tako, ko sem furijasta, vidiš? In ko me JJ, ko me tako zmede svojo lepoto, pol pozabim akso zašraufati. In kaj to pomeni? To pomeni, da moram dostenč bolj uporabiti zgornjo glavo in ne spodnjo. In to je to. Orodje rešuje življenja. I think it's time you start using your common sense. Everybody watch out, cause the bomb is lit. I got that confidence, that's right. Confidence, yeah. Confidence. That's me. Hold up.
Sorry if I stutter, yeah. My brain move a little faster than others, yeah. I even keep a close eye on my brothers, cause sometimes it's your blood that turn into blood suckers, yeah. Ooh, and I'm on a big mission, my whole team. Evo, folk, za mano je še en krasen dan in to v Mountain Bike Trail Centra Kočevje. Vrhunska otvoritev sezone z neverjetnimi pogoji, boljše ne bi mogli biti. Koliko smo danes snemali, smo evo 4 ure pa 41 minut. Pokurili smo čuka 841 kalorij, vse zato, da preskrbimo kvalitetne posnetke za vas. Vse vem, da vas čist boli kita. Ni panike, mene ne, jaz sem zadovoljen s tem dnevom, še bolj pa sem zadovoljen s tem bajkom. Dajmo reči, da ta bajk, mogoče sem začutil, da malo deli množice, enim je ful všeč, enim je pa iber grd. Jaz sem na strani tistih, ki mu je ta bajk res hud. Že Bolt mi je bil všeč, to je pa čista nadgradnja. In jaz sem prezadovoljen s tem bajkom, mogel sem ga probati, vse vem, včasih sem na hard kurcu Scotte, sem rekel, da so Harry's produkti, ampak glej, jaz sem že rekel par let nazaj pri Jožetu, da je Scott začel delati bajke in folk, Scott je dejansko začel delati bajke. Okvirjen je zelo kvalitetno, tale zadnji sistem vzmetenja dela neverjetno, moram pa povedati zdaj kle en minus. Jaz mislim, da ta šok, ki je noter, Fox Float, Nude X, karkoli že, ne dohaja. In ni problema, če ti voziš, dajmo reči, neke te kratke traile, ki se ful ustavljaš, pa mogoče, ki niso toliko hard na kolo. Ampak če biš pa ti zančo šel, na primer, za primerjavo, vozim ga 4 mesece, by the way, tako da test je zelo, ta prav, ne, ni to samo en teden. In sem šel iz Krima od vrha do dol skoraj celo, in sem proti koncu ugotovil, da zadnji konc več ne dela tako, kot je na začetku. Se pravi, zadnji feder se je pregrel, ne zato, ker je v notranjosti okvirja, ne? To ni razlog, zato ker bo mraz zunaj, ampak preprosto šok ne dohaja teh udarcev, pa teh dolgih voženj. In jaz mislim, če bi mogoče najdel kakšnega coila, ali pa če bi Fox začel serijsko dajati Float X2 noter, bi bila zadeva čisto drugačna. Kar se pa tiče teh nekih kratkih fur, ki se ti ustavljaš na 1 minuto, je pa noro. To sledi neverjetno. Tako da sistem vzmetenja vrhunski, komod ga primeren, tudi Specialized Endurotom, zelo plaš, pa na koncu lepo progresiven. Sploh pri mojih 90 kg zdaj zarajen prašič, ampak to bike dela in je full tok. Vzel sem ta najhujšo varianto, ker nisem hotel šparati v premi, da ja ne bo izgovor in valjda, dokler še furam takole, semi ok, sem rekel, dajmo si prvoščati, life je kratek, enkrat se živi. Navdušen sem nad menjalnikom, to šalta k sekvenčen menjalnik pa rally avtu, navdušen sem nad celotno geometrijo, všeč mi je, da sem si naredil ta kokpit, kaj je. A ja, folk, prvič od leta 2011 je na mojemu bajku sram zavora. Vedno sem bil Shimano fan, telekode sem pa rekel, da jih bom pustil gor, ker so bili dobri review in dejansko folk, bremza je vrhunska. Imam pa mogoče eno pripombo in jaz mislim, da bi bila bremza še boljša, če bi tele rotorje HS2, za katere eni pravijo, da so hudi, nadgradil s kakšnimi drugimi, kot naprimer kakšen braking, jaz sem braking furil do zdaj skozi in priznam, da mogoče pogrešam tisti brutalen bajt, ki ga pa da dober rotor. To bom naredil tudi mogoče en ekstra video na to temo, kar me zanima. Zavorna pot s HS2 rotorjem na teh zavorah, pa zavorna pot kakšnim braking rotorjem. In jaz sem prepričan, oziroma 98%, da bo velika razlika. Drugače pa, kar se ostalega zadeve tiče, itak Conti gume Cryptotal na zračnicah so preživele Kočevje, dela Kašus, ostalo pa to je to, jaz sem si ga res naredil tako, kot meni paše in ne bom spremenil nič. Ful mi je všeč tudi tale folija od Dirt Specific, tisti, ki še niste pogledali, to je model Jaka se me iz Velenja, ki ima svojo firmo in je začel delati nalepke zaščitne za kolesa, kjerekoli, tako da pogledajte si video, fajn zadeva. To je pa zaenkrat to, za vse ostale informacije, cene vseh modelov in pa tega, kličite na wheelbaseshop.com, hvala Wheelbase, ki mi tudi to omogoča in pa hvala Kočevje za krasne traile. Upam, da vam je bila ta epizoda všeč in se vidimo na naslednji testuri. Čau!